reči, da smo na fakulteti zelo dolgo razmišljali, kako v okolje Brežic in širše Posavja pripeljati ali pa doseči, da se bo slišala kritična misel. Kritična misel je tipična za univerzitetna okolja, kjer se po kabinetih, po hodnikih, po bifejih zbirajo akademsko izobraženi ljudje in diskutirajo o tem in onem, o vremenu in o politiki, o rasti trave in o potovanju vesolje. Ko smo zbirali ideje, kaj narediti, sem slučajno prišel na spletne strani Pomurske akademije znanosti in umetnosti, oziroma kako se uradno imenujejo Pomursko akademsko združenje, kjer se Prekmurci združujejo in moram reči, da so kar uspešni. Njih se sliši. Ko je vprašanje Prekmurja v Ljubljani, se sliši njihov glas. Moram reči, da sem pogrešal ta glas, ko se je govorilo o ukinitvi bolnišnice Brežice, ko se je govorilo o davkariji, o tem in onem, kar zadeva lokalno okolje. In tudi v lokalnem okolju, ožjem in širšem, morda malce pogrešamo, vsi skupaj, sem prepričan, da vsi skupaj pogrešamo tole akademsko razpravo, da se malo pogovorimo, kaj pa vsi skupaj mislimo. No, zaradi tega smo vas povabili danes sem z aspiracijo, da to postane tradicionalno druženje in tudi bolj pogosto druženje kot enkrat, pa potem nikoli več. Zato sem prosil našo občinsko svetnico, dr. Preskarjevo, če bi bila pripravljena danes kot dama, kot ženska v znanosti, kar mislim, da moramo podpirati, prevzeti moderiranje te okrogle mize, pa postaviti par vprašanj, test, pa da vidimo, kam pridemo, in bi potem skupaj stakrat, če dovoliš, poskušali tole akademsko druženje spraviti na nivo, ki pa Brežice zdaj že tiče in Posavje. Hvala. Hvala lepa. Ja, jaz najprej hvala, da ste se odzvali k temu pogovoru in dekan mi je naredil tak prijazen nagovor. Zdaj, okrogle mize, pa potem z enim takim stolom jaz ne rada delam, to priznam, ker sem v osnovi še vedno učitelj. Na to sem v svojem življenju počela. In ko sem dobila povabilo, sem se rada bolj odzvala, ker vsi tisti, ki me poznate, verjetno veste, tisti, ki me pa ne bom pa še kaj povedala o sebi, da ves čas govorim o tem, kako se mi zdi, da bi moralo to okolje postati bolj zanimivo tudi za akademsko izobražene ljudi, ker jih je več, kot nas je danes tukaj, bistveno več. Res, da nekateri delujete neposredno v tem okolju, nekateri smo pa zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin ugotovili, da je bolje, da odnesemo pete malce drugam in na tak način pomagamo razvoju te regije. Nikoli nismo pozabili, da smo tukaj šli. Torej, jaz sem rojena v Bosnem, to je cirka 15 km od tu. Sem učitelj biologije kemije. Najprej, potem sem magistrirala na managementu in na kemiji in tudi na kemiji doktorirala iz didaktike kemije, ker sem ugotovila, da že takrat, ko sem krave pasla, ko sem imela na drugi strani svoje prijatelje, da mi je bil to nekaj poklic, katerega želim živeti, pa sploh ne znam pisati, kaj je tako. In celo kariero, ko sem jo delala, sem vedno ugotavljala, da mi manjka razred. Zato sem se tudi po
9 letih sicer razreda, gimnazije Brežice in ekonomske šole odpravila ravnateljevat, tam bila 12 let v Globokem, kjer smo uvajali 9-letko, to verjetno vsi poznate, da je sistemska sprememba, ki lahko rečemo reforma, bila je uspešna in to se zdaj tudi vidi v svetu in v Evropi, na kar sem šla na Zavod za šolstvo, kjer sem 12 let hodila enoto zavoda, to je inštitucija, ki je v tem trenutku edina, kjer strokovno v najširšem smislu podpira vse učitelje po vertikali do končane srednje šole. Druge inštitucije bo potem seveda to nadaljujejo. Potem sem pa ugotovila, da mi manjka ta razred, da sem v 12 letih nekako izgubila to realno sliko o tem, kaj se v razredu dogaja, da sem neizmerno hvaležna, tudi četrto stopnjo, da so vedno bili nekako povezani z mano, nekateri od vas, da ste mi odpirali to sliko realnosti, spremembe, torej življenja in bivanja iz 20. do 21. stoletja, temu radi rečemo. Namreč, zakaj je to pomembno? Ko človek nekako odide iz šolskih klopi, ima določene ideje o tem, kako naj bi izobraževanje izgledalo. Potem delaš na tem področju, potem greš pa v sfere svetovanja, pa seveda izobraževanja, v nadaljevanju lastnega izpopolnjevanja in ti teorija zelo močna popotnica, hkrati pa zelo zmogaš občutek, kaj se ti v realnosti dogaja. Dobro, kar se bi bilo lahko in podobno, ampak da se danes in tak trenutek začnemo pogovarjati in tu predvsem nagovarjam tiste, ki imate možnost in priložnost, da vplivate tudi na širše okolje, da se nekako konsistentno dogovorimo, kaj pravzaprav mi lahko vsi skupaj, tako kot je dekan povedal, tako kot je tudi v drugih regijah stopili skupaj. Tisti, ki v določeni stvari pa kljub vsemu malce več vedo in imajo tudi argumente, to so seveda znanstvene raziskave in dokazi, da niso vse poti dobre, da so nekatere pa ne boljše. In če hočemo ta planet, to Posavje pustiti zanamcem, potem se tudi moramo zmeniti, kako na to izgleda v prihodnosti. Torej, preteklost, ki se ne smemo sramovati, mislim, da je potem dovolj že bilo rečeno, da vsi bi morali na nek način delati, kakšna je voda, ampak da je zelo pomembno za naše zanamce, na koncu za moje otroke, za moje vnuke, ki živijo v tem okolju, kakšno želimo, da bo, kje bo imeli priložnosti in da res prebivalcem pokažemo, da znamo tudi to. Torej, glede na to, da nas je zelo veliko, mislim, da bomo lahko vsi spregovorili. Fajn bi bilo, če bi se enotno predstavili, tako kot sem se tudi sama, da bomo vedeli, če se vsi ne poznamo. In prva teza, kjer nekako bi jo postavila, je, ali je sploh potrebno, da se akademsko izobraženi ljudje srečujemo, razmišljamo o prihodnosti okolja, v katerem živimo, delamo na nekaj pomeni, pa ni samo Posavje. Posavje je zapravo tudi Slovenija, se bo koncev, to je 200 km, levo desno. Da, to za začetek se vam to zdi sploh potrebno, torej zdaj verjetno malce retorično vprašanje glede na to, da ste tukaj, ne? Pa vendarle. Ja, pozdravljeni, Marija Rokšina Novak iz Osnovne šole Brežice, ravnateljica. Morda še pod vtisom včerajšnjega dne, se pravi 28. foruma odličnosti in mojsterstva, ki je izvenel v tem, kako pomembni so ljudje in kako pomembno je sodelovanje, kako pomembno je izmenjavo,
delitev pravzaprav znanja, prenašanje znanja drug na drugega, ne samo navzdol iz starejše generacije na mlajše, in gotovo tudi obratno, tako kot je bilo včeraj povedano, kažejo tudi študije, da se moramo starejše učiti od mladih, veliko je tega. In če hočemo dobro sobivanje v tem prostoru, je gotovo pomembno, da sodelujemo tudi na nivoju, kot praviš, akademsko izobraženih. Gotovo gre tu za nek drugačen pogled v materijo, tako rečem, na življenje v prostoru. Tu nekako ne želim izključevati kogarkoli, ampak verjetno se potem ta glas, to razmišljanje širi še na ljudi, ki pa prihajajo z drugega okolja in seveda potrebno to je te prakse, ta vedenja, te razmisleke soočiti med sabo in poiskati konsens za napredek. Včeraj smo govorili o naprednosti. Hvala mu za cel prispevek. Morda nisem posebej poudarila, nekako pa sem, da ravno, če vzamem recimo volitve, se ugotavlja, da je najmanj ljudi udeleženih ravno iz te naše sfere, kot tisti, ki se udeležujejo tega. To je zelo pomemben podatek. Morda na hitro ne. Dejstvo pa je, da nekako vsi so ustvarjamo pač bodočnost neke regije, neke države in se strinjam s tem osebno, boste to ostali tudi potem seveda nadaljevanje povedali, da pa imamo, tako kot si sama povedala, neka razmišljanja, ki pa seveda spet ne smejo ostati sami. Torej, mi v tem okolju, kot posamezniki, smo lahko sami sebi zadostni, vendar to ni dovolj, če govorimo o nekem trajnostnem razvoju. Je treba vedno iti gor dol, zdaj kaj to pomeni, levo, desno, kakorkoli, sodelovanja, to je odlična beseda. Mislim, da bi morali večkrat se spomniti po uporabi in živeti. Nisem prej dvignil roke, zato ker bi odmeti beseda, malo sem razmišljal tako in malo več upravim tudi roke. Kar ni tipično mogoče za Slovence na vsem. Moje ime je Tomaž Žagar, jaz sem fizik po izobrazbi, delam trenutno v Gen energiji in sem tudi docent na fakulteti za energetiko. Tako da jaz kot predstavljam tak akademski svet nas zelo pozdravljam. Jaz sem tudi, zakaj sem prišel, jaz pogrešam in sem navajen takšnih razprav, ker svojo izobraževalno pot sem nekako začel na inštitutu, Jože Štefan, kjer sem po diplomi kar nekaj časa ostal kot mlad raziskovalec. In tam je bilo to naravno. Naravno je bilo komunicirati na tem akademskem, demokratičnem, odprtem načinu, kjer lahko skozi miselne razprave vsak prosto, neobremenjeno povedati, kar si misli, in na ta način prispevati nekaj rasti znanja. Tako da to je meni, ta poziv mi je bil zelo naraven, nisem razmišljal, a bi prišel, a ne bi prišel, ker sem poziv dobil, čudil me je, da ni bil že prej. Tako da zdaj na svoji, strokovni akademski poti, ki je šla iz akademije v gospodarstvo in potem spet nazaj, sem dobil tudi ta pogled realnega sveta, ki se mi zdi, da je nekaj cenil. Po doktoratu na Univerzi v Mariboru sem šel v Nemčijo, kjer sem v Karlsruju 2 leti živel, potem pa še malo v Ameriki. In se potem vrnil nazaj v Slovenijo. In tudi ta pogled, jaz ima rečem pogled z razdalji, je po moje neprecenljiv in za ta prostor in seveda za družbo kot tako. Ko se malo odmakneš od konkretnega problema, malo pogledaš z razdalje, lahko malo drugače vidiš, svetuješ. Ne? In tak pogled razdalje se mi zdi, da akademski svet lahko da družbi. To je nekaj, kar bi mogel dati družbi. In tudi tukaj se mi zdi, ko sem živel v Karlsruju, to je taka pokrajina v Brenu, ravna, zelo podobna Posavju, meni je bil tam to všeč, ravnica, griči na obeh stranih, sred teče Ren. Na eni strani je Francija, na drugi strani je Nemčija, tam je mejna reka in je zelo bogata regija.
zelo trajnostno usmerjena regija. Jaz sem videl, to bi se dalo tukaj tako krasno preslikati. Imamo vse te elemente, večkulturnost, bližina meje, energetski bazen, naravno okolje, čisto, to je zelo podobno kot tista francoska, nemška meja, ki je zelo uspešno črpa tudi kohezijske sklade evropske. Specifično, ne samo za nerazvite, ampak za še bolj razvite države. Tako da jaz vidim tukaj ogromno potencijala za trajnostni razvoj, pa ni treba prodelač pogledati, imamo evropske modele, ki jih lahko prenesemo sem, če učimo od boljših, pa naredimo boljših. Odlično, hvala. Učimo se od boljših, pa naredimo bolje. Ja, ravno to, veliko krat, ravno vsaj na šolski sferi, pogledamo čez plot, kot rečemo, potem pa ugotovimo, da je nujno potrebno prenesti dobre stvari v lastno okolje na malce drugačen način, ker se pač drugače odzivamo. Smo manjši, tako da lahko se učimo od velikih, ampak delamo pa, mogoče malo izboljšamo, pa na to prenesemo po večje prednosti. Zdaj, me pa pogreša fakulteta za energetiko, je tukaj tudi prisotna postavlja, fakulteta za logistiko, tako da škoda, da niso bolj povezane, bolj vključene tukaj noter, tukaj bo treba verjetno malo na vsej ravni povečati. Ja, samo medklic, nekaj naslovov smo imeli, za ostale vas pa vljudno prosimo, kdo še koga pozna, ki ni danes bil tukaj, da nam posredujete te naslove, da jih še lahko kontaktiramo za naslednjo izvedbo. Hvala. Še kdo? Ta pohodno misel. Gospod Žagar je lepo načel v mojo drugo tezo, ta najbolj, tako je rekla, da je to okolje, kjer imamo veliko tudi že naravnih danosti za možnost trajnostnega razvoja, da bi morda tu potem kakšno besedo rekli, ali res imamo dovolj človeških virov, ali imamo dovolj izobraževalnih inštitucij, ki nam je tudi tu stale v strani. Imamo torej določene tudi fakultete. Tudi omenili ste črpanje evropskih sredstev, morda podatki niso najbolj spodbudni, ravno za Posavje niti za občino Brežice, Težko je na Mečkem bolje, Sevnica pa moram reči, da nisem pogledala podatkov, tako da to jaz nekako vidim kot Posavje, kot tako. Recimo, kje bi videli te priložnosti. Mitja Borena, ki se pogledate za turizem. Jaz sicer ne živim v Posavju, sem dan vozim iz okolice Šmarja pri Rečah, še vedno na Štajerskem. Vseeno pa zdaj na fakulteti že 7 let, tako da mislim, da lahko rečem, da kljub vsemu nekako malo bolj poznam situacijo, kot sem poznal takrat. Na začetku ste omenili kadre, to je moje področje, to je tisto še zdaj sem tudi upravljal doktoratu, to je tisto, kar predavam na fakulteti. Jaz mislim, da je to največji izziv, s katerim se bomo morali soočiti. Namreč beg možganov je na slovenski ravni problem, nič manjši problem ni na ravni Posavja, pa isti beg možganov. V Sloveniji generalno gledano se nam koncentrira masa teh visoko izobraženih v Ljubljanski kotlini, nekaj malega še, recimo, da se zgodi v Mariboru, tukaj pa smo vseeno nekoliko odmaknili. In ravno take debate, take delavnice, takšne srečanja nam lahko pomagajo k temu, da bomo tudi komu od mladih, ki se še odločajo za ta vstop, da so na poti v tej smeri, pomagali pokazati, da tudi na nekem, prostite izrazu, obrobnem področju, vse percepcije mogoče države, smo lahko zanimivi. To je zdaj, kar se tiče visoko izobraženih. Generalno gledano pa pač področje kadrov in pa trajnostnega razvoja, kar je, tudi to je nekaj, o čemer lahko govorimo, o možnostih, ki jim je ljudem treba dati, da lahko kariero razvijajo. Pa to, tukaj ne govorimo več o tem, da je treba ustvarjati delovna mesta, kjer bodo posamezniki 40 let delali isto stvar. Tistih generacij ni več, pozabljamo. Do leta 2025 nam bosta
generaciji Y in Z, to so rojeni recimo od 80 dalje, predstavljali več kot polovico delovne sile. To mi se moramo za začeti osredotočati na njih, čez 5 let, leto 25, čez 5-6 let, to je skoraj kot za Bogarno. In tisti so nam danes zanimivi, kako ustvariti, moje vprašanje zame so, kako ustvariti delovna mesta v Posavju za to mlajšo generacijo, kako jih privabiti, da tu ostane in kako jim ustvariti delovna mesta, ki bodo ni vpisana na kožo, da bodo oni zadovoljni, da bodo, če bodo zadovoljni, da bodo posledično dobro delali, če bodo dobro delali, bo podjetno šlo dobro, mislim, to je pravzaprav zaprt krok, spirala, tako rečete, ki je lahko obrnjena v pozitivno ali v negativno smer. Naloga šolstva pa je zagotovo to, da poskrbimo za pozitivno smer te spirale. No, če se malo poslušamo bojem resno včerajšnji dan, kjer razen seveda krko težko primerjamo pod neko zgodbo Posavja, je pa seveda Slovenije in Evrope in sveta, pa vendarle šolski sistem nekako gre v drugačni smeri kompetenc in ne samo, da ne bomo delali 40 let na enem delovnem mestu, verjetno živine, kaj šele naši zanamci. Verjetno bo treba v tem sistemu določene tudi preusmeritve samih učiteljev, ker učitelji so tisti, ki dajajo neke ideje, iniciativnosti in sam pouk kot tak bo verjetno moral dobiti drugo dimenzijo, če že ni. Verjetno nekje bolj, nekje manj. Zdaj jaz nekako poznavajoč sistem za gotovostjo lahko rečem, da so zelo dobri napotki v predšolskem obdobju in v osnovni šoli. Srednje šole so zaenkrat vsaj, kar se tiče gimnazijskih programov, dokaj težko spremenljive. V smislu ravno odprtosti, inovativnosti, možnosti izbir, pa ne v smislu predmetov, ker to smo tudi preživeli. Milijon predmetov nas ne pelje na neko zgodbo. To, da osebnost kot posameznik vidiš, da se lahko v nekem trenutku tvoja močna ideja nekje prepozna, res pa je, da mora prepoznati tudi potem trg. Ali resno mislimo, da bomo imeli velike tovarne, ali bo to svet posameznika, ki vidi svojo priložnost. Tu vidim enega doktorja znanosti, kjer naj je dolgo leto družil šport. Pa bi ga jaz malce izvala mogoče iz tega vidika, kaj je bilo to, da si se vrnil v lastno okolje, kje je bila ta priložnost in kje jo vidiš zdaj tudi za lastne otroke na koncu? Hvala za besedo in za vprašanje. Sem skupaj lepo zdrav in hvala za vabilo. Moje ime je Gregor Škorc in sem domačin, dejansko iz Dolgo izhajam. Potem sem pa svoj študijsko pot nadaljeval v Mariboru, najprej na fakulteti za elektrotehniko, kjer sem diplomiral. Se vrnil v gospodarstvo, avtomobilsko industrijo, nadaljeval 10 let in pa potem na podlagi evropskih socialnih skladov in pa štipendij za fizikalne poklice se vrnil nazaj v Maribor kot mladi raziskovalec na fakultetu za strojništvo, tam doktoriral in se v tistem spet vrnil v gospodarstvo, sicer drugo panovo energetike, nuklearne elektrarne, ki trenutno še vedno delam. Kaj me je vletno nazaj, je to dejansko ta štipendija deficitarnih poklicov, ki je bila socialnih skladov, podeljena izključno v tej regiji in se čuti dolžen, da bi vrnil nekaj v tej regiji. In večkrat sem sam pisali tudi študiral, kaj je tista boniteta ali pa prednost Posavja. Sam pri sebi sem dolgo časa pogrešal neke bazične raziskave, temeljne raziskave in tega v Posavju dejansko ni. Vprašanje je, če tudi regija primerna za kaj takšnega. Gospod je omenil bazen kadra v Ljubljani, mogoče v Mariboru, tudi, ki ima infrastrukturo in tudi dejansko kader. Tukaj sem kar nekaj časa posvetil tem razmišljanju, potem mogoče vseeno pogledal še drugo smer, če se zavemo, kaj tukaj dejansko imamo. Na eni strani se mi zdi, da je Posavje regija energetike, na drugi strani regija turizma. In mogoče bi veljalo zdaj tukaj malo enovirati, pa za razliko od gospodarstva, ker imamo strogo
zastavljene cilje, aktivnosti, do katerih nas pripeljejo do teh ciljev, točno določene bonuse in pa malose, ker ni prostora za razmišljati vseeno, mogoče malo iz škarne, pa združite panovi. Na eni strani energetiko, ki lahko financira, ali pa spodbudi turizem, na drugi strani turizem, nek mogoče malo izraz, termin energetski turizem. In to je tista mogoče tržna niša, ki postavlja lahko v prihodnosti nekaj doprinesla. Lahko z našim projektom pohvalimo in bolj naredka, mislim, lahko ti poveš kaj o tem? Geotermika. Aha, v projektu mogoče ne bi upala samo preveč, ampak mogoče bi pa nadaljevala tukaj, ker ste začeli, da je moje ime Marjetka Rangostovi, sama nisem sicer iz Posavja, zdaj sem doma v Šentjerneju in prihajam že od leta 2011 v Sarganu Brežice, z mestnimi prekinitvami. Delam na fakulteti za turizem, torej praktično od začetka, še prej so prvi študenti začeli tu študirati. Tako da se čutim izjemno povezana s tem okoljem in ga opazujem že nekaj časa, sodelujemo tudi z občino in z več inštitucijami, pravzaprav na vseh ravneh. Preden odgovorim na to, kar je dekan omenil, bi rada nadaljevala misel, ki ste jo začeli zelo lepo. Iz vsega tega, kar je bilo zdaj povedano, bi izpostavila predvsem dve zadevi, pa na koncu dodala tretjo. Izpostavljeno je bilo potreba po sodelovanju, odprtost, vmes je bom na koncu dodala še odgovornost. Ne morem iz svoje kože, sem politologinja iz fakultete za družbene vede, kjer sem tudi doktorirala, tako da je nekako državljanska, da ste omenili zavest, nekako vedno zelo močno prisotna pri meni. Torej, sama vidim priložnost v Posavju ravno v tem sodelovanju tega, kar tukaj je. Omenili ste energetiko in fakulteto za turizem, torej fakulteti, ki predstavljata dve močni panogi, prej ste omenili logistiko. Te fakultete tu niso brez razloga na točno teh točkah. Zagotovo so tam zato, ker nekako združujejo ali pa izpostavljajo tudi na ta način velik interes ali pa razvitost tega okolja ravno na teh področjih. In to so tri točke, ki se lahko med sabo izjemno dobro povezujejo, lahko sodelujejo, prepletajo se med sabo, vendar do zdaj mogoče to sodelovanje ni bilo vidno. Ne med samimi fakultetami, žal, še intenzivno, ravno danes smo v Mariboru govorili o tem na ravni pač univerze, ne med samimi panogami, kot bi lahko, torej sodelovanje tega znanja, ki tukaj že obstaja. Drugo, odprtost za to, da imamo različne ideje in različne poglede, ampak da jih lahko med skladimo in da je v redu, da je dobro, če vzamemo znanje ali pa izkušnjo nekje in jo prenesemo, adaptiramo sem in da komentar, predlog za nekaj ni kritika, ki poskuša spodbijati to, kar se poskuša narediti, ampak lahko prispeva k temu, da skupaj nekaj naredimo. Ravno zato se mi zdi taka pobuda ključna, da se ustvari, da se na nas nekako tudi spodbudi ta odgovornost, ki jo moramo čutiti do okolja, od katerega smo dobili priložnost, da se izobražujemo, da raziskujemo, da naredimo nekaj in hkrati to nekako vračamo ali pa vrnemo nazaj. In če vsi zaznamo, da teh treh recimo stvari nismo, po mojem osebnem mnenju, mi prvi nekako dolžni te vrednote, torej te tri nekako spodbujati. Trud fakultete za turizem je tu skozi vsa leta bil zelo prisoten projekt, ki ga je dekan omenil, pravzaprav povezuje ta tri ključna področja, vprašanje, torej geotermalne vire, toplote, ki lahko izkoristimo za več različnih stvari, med drugim za tudi pridelavo hrane, ki jo nujno potrebujemo v turizmu, če želimo ustvariti kvalitetne, omenili ste odličnost, tukaj mislim, da je to naš skupen cilj vseh produkte, ki pa, torej, vir, ki je tu izjemno prisoten in je bogat, torej energetski viri, različni, za ustvarjanje nekih doživeti, ki morajo biti odlični, lahko je to hrana, sedaj so to hrano treba pripeljati, ampak nikoli ni to samo dovolj. Današnja družba, kot je kolega izpostavil, zahteva veliko več, tudi bodoči zaposleni in tudi mi od vsega, kar
konzumiramo na tak ali drugačen način, moramo znati dodati dodano vrednost tudi golim tehnološkim stvarem, kot je recimo, mogoče sem se slabo izrazila, energetika, no, torej ustvarjanje ali pa izkoriščanje nekih virov energije, in narediti iz tega doživetje, dodano vrednost, ki lahko gre v višave, v kvaliteti in ekonomskem smislu. Tako da, po mojem mnenju, je ta pobuda, ki je dekan omenil, da se pogreša v tem okolju, lahko priložnost, če bomo tudi mi znali živeti zdaj, pa biti aktivni v njej za razvoj trajnostnosti. V nas ni odprtosti in odgovornosti za stvari, ki jih pač počnemo, in ko da kot posamezniki premalo sodelujemo, ali vidimo, kje druge Maja zvolj. Jaz sem Maja Matrič, sem skoraj ravnateljica osnovne šole Cerkve v Krki. Zdaj, jaz sem v bistvu Stankina naslednica na osnovni šoli, tako da se že nekaj časa poznala. V bistvu, jaz pa nekako sva tu predstavnici tistega, o čemer vi govorite. V bistvu vaš, oziroma naša potencialna delovna sila, ne? Vsi govorimo o begu možganov, ampak se mi zdi, da se s tem začnemo ukvarjati zelo prepozno. S tem se je treba začeti ukvarjati čim prej. Recimo Zavod za šolstvo in ministrstvo v šole vaja veliko različnih projektov, s katerimi tudi uspešno črpamo iz Evropske socialne slave. In ti projekti nekako se usmerjajo na področja IKT, uporaba recimo tehnologije pri pouku in tako naprej, ker moramo biti korak s časom, zagotovo tudi učitelji. Drugi projekti recimo pa govorijo o tem upeljevanju podjetnosti na šoli. Se pravi, kako otroke naučiti izkoristiti vsako možno situacijo. Včeraj, spomnim se njegovega imena, ta gospod, ki je v črnem oblečen, na forumu, Filipčič, ki je govoril o tem, njegovo preživetje je, da ko opravi en dogodek, eno stvar, on mora iskati naslednji in tak, ki ga opravi njegove reference za naprej. In se mi zdi, da otroci se učijo te stvari, ampak v enem takem sterilnem okolju in nimajo predstave, kaj dejansko to pomeni v življenju. Mi govorimo o podjetnosti, mi govorimo o tem, kako je treba izkoriščati potenciale in to nekako ostaja zaprto v teh naših šolah znotraj pač naših sten. In to, kar ste vi ravno izpostavili, kar vse imamo na voljo v Posavju, jaz mislim, da bi bilo to potrebno čim prej pripeljati v šolo, zato da tudi naši otroci dobijo predstavo o tem, kaj vse jih lahko tu čaka Posavju. Če boste s katerim koli osnovnošolcem govorili, bom bo rekel, ne vem, kako so šole boljše nekje druge. Vse to je tudi verjetno malo nas, da je pravo treba bolj zeleno pri sosedih, to tudi vzamemo zakup, ampak oni dejansko ne vidijo nekih potencialov tu v naših okoljih. Mi se recimo veliko trudimo, da jim pripeljamo kakšne ljudi iz našega okolja, ki so uspešni. Zdaj njim recimo največ pomenijo tiste ljudje, ki so uspešni na kakšnih glasbenih in drugih športnih področjih, ampak oni se ne zavedajo, da so v teh naših okoljih tudi ljudje, ki so zelo uspešni na različnih gospodarskih panogah in pa tudi akademsko uspešni ljudi. In to, kar se zdaj omenjam sodelovanje, to je to, v tem veliku sodelovanja pogrešam jaz, kot recimo predstavnik ene osnovne šole, sodelovanje z našo ožjo in tudi širšo regijo, zato da dejansko našim otrokom pokažemo, da tu jih čaka ena prihodnost in s tem tudi mogoče olajšamo izbiro njihove poklicne poti. Otroci se pogosto odločajo za neke srednje šole, kar malo po občutku ali pa kamor grejo njihovi sošolci, nima pravne predstave, kaj to pomeni na trgu zaposlovanja, tako da mogoče čim prej otrokom dati vedeti, kam se lahko usmeri, kje lahko najbolj resničijo svoje potenciale in kaj to dejansko pomeni v realnem življenju. Hvala. Če to poskušam zdaj, kar smo malce povedali, je ta odprtost vsega, torej ne samo jaz kot posameznik, tudi moje skupine, v kateri delujem, naj si bo to šola, naj si bo to podjetje in ravno
kot je rečeno, Evropa spodbuja ravno te zgodbe, ki naj bi šole imeli in okolje. Ravno to, da šola je sestavni del nekega okolja, ki daje otroku, učencu, dijaku, študentu v pogled, pravzaprav, kaj je realno, kaj pomeni realno delati v teatru. Vsi jo vidijo kot zgodbo o uspehu, kjer je pa sam greš, pa fajn zaslužiš. To so naši učenci pripovedovali, razen učenci staršev, ki pač tam so. To približno, kot je poklic učitelja in podobno. Tako da ja, bi pa seveda tu je zelo pomembna tudi lokalna skupnost, zato bi prosila, da se tudi že prijavil. Pa bom malo izmed začel na tu temo. Ja, Jure Bezdirec, podžupan, sicer neprofesionalni, tako da izhajam z gospodarstva, event in termin Čadovič, pa so sedaj Petrol. Prvo bi se vprašal, kdo smo mi, ne? Zdaj vsi, ko delujemo Stanka, ne, mi pa smo primer z Ljubljani, ne? Nas imajo, mi je nas ima Štajerca, nas imajo Zadolence, pa da ne govorijo po Posavcih, ne? Kaj smo mi, ne? In tle je taka skupina ljudi, kot ste vi in kot smo mi, moramo najprej in politično in tudi, bom rekel, na drugih nivojih, da je to regija, da je to okolje, kjer je razvoj. Prej je rekel dekan, dobro, ne, prek Murci skup stopijo, ne. Včeraj me prav razveselil napis v enem mediju 24, mislim, da je bil, ko so rekli, Posavci imajo nove lastnike. In so mislili na VIPAP, pa na češko državo, ki je dejansko sklad kupil, bom rekel, to papirnico našo, in je bila upravljena beseda Posavci, ne. Ker to se ne dogaja pogosto, ne. Posavje kot regija, tudi v tem novem predlogu nas ni, ne. Mi smo skupaj z dol pri Ljubljani, pa ne gremo na skrajne meje. To meni smo na neki točki, ki smo izven vseh, bom rekel, nekih razmišljanj naše države, pa nima to veze niti z levimi, niti z desnimi, to meni govorimo o generalni zgodbi. Mi pa smo Posavci, ne. Smo tukaj, imamo 3 glavne občine plus 3 ostale, to meni smo regija, ki je regija priložnosti, ne. In tukaj je naloga naša, ne. Tako gospodarstva, kot tudi politike, kot tudi bomo rekel, te akademske sfere, da povemo, da smo tukaj, da smo v okolju, ki je dejansko se imenuje Posavje, kjer so glavne panoge energetika pa turizem, kjer imamo odlično priložnost, ker energetika kot takšna je industrija prihodnosti, enako turizem, to so 2 sfere, kjer imamo na globalni ravni rast in to smo mi Posavje. In iz tega bomo izhajali in tukaj se bomo razvijali. In če ne bomo imeli, pa moram zopet na politične podpore, ker če ne bomo imeli inštitucij, bojo nam ljudje itak pobegli, ker inštitucije so tiste, ki je osnova, da dejansko so izobraženi ljudje, da so ljudje, ki imajo in slovenske in evropske programe in sklade, in so tisti, ki vodijo neko regionalno ali pa dajmo reči tudi slovensko politiko, in to je naša prva naloga, ki moramo narediti, tudi neko takšnih zadev, kot se danes tukaj dogajajo. Druga pa je potem pa, da ko bomo imeli neko identiteto lokalno, bomo rekli, da smo mi Posavci, potem bomo pa tudi razvijali. In tudi, ko je rekel kolega, ne, imamo lahko drugačne vrste turizma, imamo tudi, bomo rekel, eno odlično strategijo, ki se imenuje sicer turizem, pa nima veze samo s turizmom, ker smo napisali eno celostno strategijo, pa ne Brežiške občine, ampak tudi v tem primeru Posavja, ne, in tukaj se mi zdi, bom rekel, priložnost, ne, in potem, ko gremo iz te sfere akademske, pa sporedo politične, proti, bom rekel, praktičnim izvedenem delu, tukaj bomo mi pokazali svojo identiteto, ampak če ne bomo imeli predpogojev in če bomo en rob, bom rekel, neke zgodbe, ali se to imenuje Slovenija ali pa tudi regije, potem ne bomo v tem uspešni. Tukaj je, mislim, da tudi naša in vaša naloga, da izpostavimo zadevo, bom rekel, zelo jasno. Ja, lepo zdrav, Urška Fric, porodil iz Posavja, živim v Posavju, delam pa na fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, tako da mi imigrant. Sicer Univerza v Mariboru, moja alma mater, doktorirala pa z področja sociologije. Se zelo strinjam s tem, kar ste vi povedal, bi se pa navezala na ta beg možganov. Ste kolegica prej omenila, da se je potrebno začeti ukvarjati z najmlajšimi. Meni se nekako zastavlja vprašanje, v bistvu že v srednjih šolah, celo v osnovnih šolah, se spodbuja, da otroci, dijaki in potem kasneje študentje gredo na upravljanje določenih
obveznosti v tujino in tako naprej, kar je seveda zelo dobrodošlo in nujno, vsaj tako sama menim, ampak me zanima v bistvu, kako doseči potem, ko gre nekdo na, ne vem, bodi si na izmenjavo, da se vrne v Slovenijo, da se vrne v Posavje in da iz tujine prinese znanje, ki ga bo uporabljal tu, ne pa da pač ostane v tujini. Se mi zdi, da to je precej velik izziv. Kaj je v bistvu tisto, da ga spodbuditi, ja, pojdite, ne? To je zelo dobrodošlo in nujno, ampak potem pač mu dati priložnost, mu pokazati, da to prenese in implementira ravno tu v Posavju. Ja, hvala za vaše razmislek. Mislim, da Jure tukaj mečke, no pa bo povejte vi, Bom začel ravno tem, pri čem smo končali, mogoče se pa vrnem nekako tema nazaj, namreč sem prodekan za mednarodno sodelovanje, torej sem odgovoren za to, da naši študente odhajajo v tujino in obratno za tujce, ki jih sprejemamo k nam, vse v enem obsegu, no, ko rečemo. Na fakulteti smo zelo veseli in tudi veliko veseli, ponosno je, da lahko povemo, da smo med vsemi članicami univerze v Mariboru 17 fakulteta z najvišjim odstotkom mobilnosti, tako med zaposlenimi kot med študenti. Poprečna mobilnost na univerzi za približno 2,8% študentov gre na leto ven. Če imamo nekje 14,000 študentov, 2,8% jih spravimo ven. Na fakulteti imamo zdaj ta odstotek nekje na 8,5%, nekje, kar še vedno ni dovolj, jaz bi si želel, da gre do 20 ta odstotek, tako da še nekaj tela čaka. Ampak kljub vsemu, če odgovorim na vaše vprašanje, kako jih spraviti od tega, da gredo ven, pa tudi dela nazaj. Mora biti tukaj predvsem zavest neke identitete, neke pripadnosti, neke skupnosti. Te ne moramo zgraditi, bom rekel, v fazi prijave na mobilnost, če govorimo na univerzitetni ravni, kot odhajajo na študij v tujino, to je treba vzgajati bistveno prej. In s tem se bom navezal pa na tisto, kar je kolegica na moje desni začela, da je treba o begu možganov in o identiteti in o vrednosti nekega poklica začeti razmišljati bistveno prej. Vsi to ste lahko v medijih zasledili, kako so nam določene poklice dobesedno mediji glorificirali. Ko sem jaz šel v srednjo šolo, je bilo na kuharsko šolo, za kaj več pa nisi sposoben. Tako je bil pogled paralelk takrat. Žal, mislim, da je iskreno povedano. Danes je kuhar rok zvezda. Mislim, nešteti šovi in tudi dejansko odlični kuharji, pa ne da se ne bi tega zaslužil, pa na Bogu je z prvošimi, tudi zelo dobro zaslužil. Skratka, tu je treba delati nad predvsem bolj širokim konceptom, predvsem bolj široko pogledati zadevo in delati in v osnovnih, in v srednjih šolah, in seveda tudi kasneje na fakultetah, da pokažemo ljudem, ja, to so neki poklici, ki so zanimivi, kot je bilo izpostavljeno, imamo dve panogi, ki sta izjemno pozitivni v svetovnem merilu in turizmu in energetika, obe dve sferi intenzivno rastata, tako da to nam je zagotovo ena izjemna priložnost, na kateri bomo morali pa naprej graditi. Če pa se čisto vrnem na tisto, kar ste pa vi rekli, da kako zdaj spodbuditi to sodelovanje. Prej, ko smo prihajali, ste videli, da je bila tudi naša kolegica iz Finske. Oni se izjemno ponašajo s sodelovanjem, njim je sodelovanje nekaj izjemno, kar visoko cenijo. In v relaciji, bom rekel, industrija, pa šolstvo, šole med seboj. Praktično ni važno, samo da si povezano z drugim, pa je to že ful. Evropa nas bo zdaj začela dobesedno povedano sili. Evropska perspektiva za 21-27 raziskovanja namenja 100 milijard evrov za raziskave in razvoj. To so številke, ki si jih zelo težko predstavljati, da jih postavimo v realno sliko, isto 8-letno obdobje bo to približno proračun te države, celotne države za celotnih 8 let. In Evropa je identificirala 9 področji, v katerih bomo delovali. Eno je recimo trajnostni turizem, eno so recimo pametna mesta, ki so pa, bom rekel, v sferi energetike zelo močna. V novi perspektivi raziskovanja je zelo jasno zapisano, predpogoj za odobritev sredstev bo sodelovanje med lokalno skupnostjo, izobraževalno institucijo in gospodarstvom. Idealna priložnost. Tukaj je že podjetno začela. Ampak idealna priložnost, da zdaj se pa povežemo, ker se bomo tako morali, če bomo ta denar pa videti. Denar je pa na voljo res, mislim, za perspektivo, 14 milijard je bilo v zadnjem obdobju, zdaj gre 100. To toliko več Evropa daje.